Pozdravljeni in dobrodošli v Innovation. Sem vaša gostiteljica Lynn Plahmar in hvala, da ste se nam pridružili. Nocoj vam prinašamo vrhunske tehnološke dosežke iz Izraela in celega sveta. Prav tukaj, iz srca startup nacije. Torej najprej naše glavne novice. Zdaj je to skriti pogon v ozadju nekaterih največjimi videoigrami na svetu. Sola prinaša svoj prvi igralni center v Tel Aviv in vas popeljemo van. Google Translate za govor. To izraelsko podjetje daje ljudem z govornimi težavami možnost komuniciranja. In Microsoft je najnovejši tehnološki velikan, ki je napovedal množična odpuščanja, saj bo skoraj 5000 zaposlenih zapustilo podjetje. Imamo podrobnosti. Zdaj začnemo z res posebno zgodbo. Približno 30 milijonov ljudi z avtizmom po vsem svetu ima omejeno zmožnost govora, skupaj s stotinami milijonov drugih, ki živijo s stanji, ki vplivajo na njihov govor. No, eno izraelsko zagonsko podjetje se loteva tega izziva z nečim, kar je podobno Google Translate za govor, pri čemer uporablja umetno inteligenco, da pomaga ljudem z govornimi težavami jasneje komunicirati. Za več informacij sta se mi zdaj pridružila Dor Levi, ustanovitelj in direktor podjetja Barvok, ter Orli Ziv, logopedinja. Najlepše hvala, da sta danes z mano. Hvala, da ste naj povabili. No, najprej, preden začnemo, si poglejmo, kaj pravzaprav počnete. V redu. Kaj se dogaja Jom Kipur? Kaj želiš narediti? Jom Kipur. Jom Kipur. Torej, Dor, povej mi, kaj smo pravkar videli in kaj pravzaprav počneš? V redu, torej to, kar smo videli pred trenutkom, je vsakodnevni dogodek pri nas doma. Ko je moj sin želel vprašati, želel pojesti kosilo in način, kako je to izrazil, je šipuj. Šipuj v hebrejščini pomeni ši-pu, žar v angleščini, in aplikacija je to takoj prevedla v kosilo. Nato pa je dobil kosilo. Zdaj si predstavljajte, če bi bil tam nekdo drug, nekdo, ki ni seznanjen s tem slovarjem in bi še naprej govoril šipuj, bi verjetno ostal lačen in frustriran. V redu, to je Bar, moj sin, star je 27 let, teče maratone, bere knjige, gleda filme in bi rad bil del nas, če bi mu to dovolili. Pravzaprav sem bil njegov osebni prevajalec zadnjih 15 let. Kadarkoli gre na kakršnokoli dejavnost, me njegovi skrbniki, učitelji in športni trener vsako uro pokličajo in vprašajo. On prosi za to in ono. Ne razumemo. Ali lahko to takoj prevedete prek spleta. Tako da zdaj s pomočjo aplikacije Barbox ne kličejo več. Torej, kot razumem, prevajate govor svojega sina. Ampak kako to deluje za druge ljudi, ki imajo govorne motnje? Ker imate veliko ljudi, ki to počnejo in lahko uporabljajo aplikacijo na enak način, kot jo vi uporabljate za svojega sina. Da, kot bom razložil, pravzaprav je Barbox personaliziran Google Translate. Če Google Translate prevaja francoščino, angleščino v kitajščino ali druge jezike, mi v resnici prevajamo nestandardne govorne izraze v naravni jezik. Lahko rečete, da se Google uči jezikov, Barbox pa se uči ljudi. Torej, to je tisto, kar počnemo. Pravzaprav poslušamo in dešifriramo vsak govorni profil posameznika. In s tem smo od zdaj naprej sposobni, kadarkoli nekaj izrazite, to prevesti v naravni jezik. To bo pomagalo vsem drugim, vsem ljudem okoli njega, da ga bodo zelo jasno razumeli in ne prekinemo toka pogovora. Torej, Orli, povej mi, ker si logopedinja, kako velika sprememba je Barbox? To bi lahko bila zelo velika sprememba, ker je takojšnja in prevede edinstven način govornega izražanja osebe. Obstaja veliko AAC-jev oziroma komunikacijskih aplikacij in naprav, vendar so lahko precej nerodne, ker morajo ljudje brskati po besedah in simbolih, da najdejo, kar želijo povedati. In včasih tega sploh ni tam. Ali pa lahko tisti, ki lahko tipkajo, napišejo sporočilo in potem je na voljo tudi glasovni izhod.
Ampak Barvok lahko takoj prevede, kar oseba reče, njihove lastne, edinstvene besede, takoj. Tako, ni tako okorno in deluje takoj. Pogovori se lahko res upočasnijo z standardnimi komunikacijskimi napravami, kar lahko povzroči frustracije. In z Barvokom bo bolj naravno. Naj vaju vprašam, kaj je največji uspeh tukaj? Kaj upata doseči v prihodnosti in na kaj sta najbolj ponosna? V redu, pravzaprav uspeh. Ponosni bomo, če nam bo uspelo pomagati milijonom ljudi, približno 350 milijonom ljudi, ki so na spektru motenj ali imajo ALS ali afazijo, ki imajo težave z govorom. Da živijo z nami in so del družbe. Lahko so neodvisni, imajo lahko družine, lahko delajo, lahko imajo kariero. In edina stvar, ki jih pri tem dejansko ovira, je komunikacijska ovira. In Barbox to oviro odpravi. In za vas, Oli? Zame je to še ena komunikacijska aplikacija, ki lahko zelo dobro deluje za študente, ki jim je zelo težko uporabljati druge komunikacijske naprave. Videla sem veliko polomljenih iPadov, ki so bili vrženi čez sobo. Ker je lahko zelo frustrirajoče in težko za ljudi, da najdejo besede, ki jih želijo sporočiti. In na ta način temu ne bo tako. Torej, nobenih polomljenih iPhonov več. To je dobra stvar. No, to je tudi čudovita zgodba z vašim sinom Barjem. Seveda mu želimo vse najboljše. Dor Levi, ustanovitelj in direktor Barfoxa, ter Orli Zif, logopedinja. Najlepša hvala, da sta bila danes z mano. Hvala, da ste naju povabili. Industrija videoiger sega v 50. leta prejšnjega stoletja, saj je bila prva videoigra ustvarjena leta 1958. Skoraj 70 let kasneje naj bi po vsem svetu videoigre igralo približno 4 milijarde ljudi. Vsako leto izide več kot 50 tisoč novih naslovov. In nekatere med njimi so ustvarjene prav tukaj v Izraelu. Zdaj je v Tel Avivu svoja vrata odprl prvi center na svetu, ki je v celoti namenjen razvijalcem iger. Naš francoski voditelj in dopisnik Christopher Barolin se je zato odpravil, da si ga ogleda sam. To je industrija vredna približno 189 milijard dolarjev. Danes videoigre ustvarjajo več prihodkov kot filmska in glasbena industrija skupaj, zaradi česar je industrija videoiger največja zabavna panoga na svetu. To poganjajo uspešne franšize, kot so Mario, s prodanimi več kot 900 milijoni izvodov, Pokémon z več kot 500 milijoni in Call of Duty, ki je prav tako presegel 500 milijonov prodanih izvodov. Eden ključnih igralcev v ozadju je Xola. Morda imena ne poznate, vendar je podjetje iz ZDA postalo bistveni del ekosistema videoiger. Deluje v več kot 200 državah in razvijalcem nudi orodja za prodajo, distribucijo in monetizacijo njihovih iger po vsem svetu. Naše podjetje vam zagotavlja infrastrukturo za vašo igro, plačilne rešitve ter promocijske aktivnosti prek naših partnerskih omrežij. Uporabljamo kanale vplivnežev, monetizacijo, oglasov, vse te stvari. Spet gre za ponudnika storitev, ki je, rekel, v ozadju. Torej, gre vse za razvoj iger in ekosistem iger. Podjetje pravi, da njihovo infrastrukturo zdaj uporablja 60% od 100 iger z največjim zaslužkom na svetu. In izbrali so Tel Aviv kot dom prvega Xola kluba, 500 kvadratnih metrov velikega središča v srcu izraelske startup nacije, namenjenega podpori razvijalcem in ustvarjalcem iger. Vsak dan klub gosti nekaj novega. Naj bo to dogodek, predavanje, srečanje ali salon, poln ljudi, ki se zberejo, da bi govorili o prihodnosti te industrije. In kako lahko nekdo postane nekaj v tej industriji? Bodisi kot zaposleni v obstoječem podjetju ali pa z gradnjo lastnih zagonskih podjetij, novega studija v industriji videoiger. To je res kraj, kjer se vsak dan vse združi in vsak dan dobi drugačno obliko. Po podatkih izraelskega združenja razvijalcev iger zaposluje izraelska industrija videoiger več kot 15 tisoč ljudi in ustvari približno 10 milijard evrov letnega prihodka. Japonska je znana po velikanih videoiger, kot sta Nintendo in Sega. Združene države po velikih studijih, kot je Rockstar Games, ustvarjalec igre Grand Theft Auto. Francija pa po svojih zgodbenih uspešnicah, kot sta Assassin's Creed in Far Cry.
Izrael je medtem pustil svoj pečat na področju mobilnih iger. Telavivsko podjetje Moon Interactive je ustvarilo Coin Master, eno največjih uspešnic med mobilnimi igrami vseh časov, z več kot 300 milijoni prenosov. Igranje iger združuje dve značilnosti, ki jo nasplošno združujejo tudi Izraelci. To sta umetniški slog in okus, kajne? Sposobnost ustvariti nekaj, kar ima pomen, ter podatki in tehnologija. Igranje iger je kot popolna kombinacija med umetnostjo in številkami, podatki in, veste, ustvarjanjem. In ta kombinacija res dobro deluje, še posebej tukaj, ker imamo zagotovo prave ljudi. Ne samo z dušo, da ustvarimo to neverjetno stvaritev, ampak tudi z umom, z razumom. Da jo poslovno uresničimo na najboljši možni način. Tako da mislim, da je res dobra kombinacija teh dveh stvari tista, ki Izrael naredi izstopajočega v primerjavi z drugimi državami. Toda za številkami in za igrami so ljudje. Razvijalci z idejami, ambicijami in morda naslednjimi svetovnimi uspešnicami. Torej, Digital Combat Academy razvija tehnologijo za usposabljanje. Celovita simulacija misije za vojake in taktične enote, da urijo svoj in svoje kognitivne sposobnosti. Kot igra Call of Duty, vendar za vojake, ki jim omogoča izkušnje na bojišču samo z igranjem videoigre. V bistvu sem poveljnik tankovske čete že zadnjih 20 let. Sodeloval sem v vojnah. In prav tako je moja dnevna služba delo kot produktni vodja in oblikovalec iger v podjetjih za igre, kot sta Playtika in Superplay. Tako sem poskušal dobiti izdelek, ki bi lahko mene in moje vojake izzuril, ne da bi morali iti na teren, izgubljati čas, strelivo in tvegati poškodbe. In sistem tudi analizira vse, kar so naredili, in jim poda oceno, kako so se odrezali pri sprejemanju odločitev, komunikaciji, kaj so naredili dobro in kaj narobe, ter jim pomaga izboljšati se brez tveganja in brez stroškov. V igričarstvu, tako kot v mnogih drugih panogah, sama dobra ideja ni dovolj. Za izdelavo uspešne igre so potrebni čas, sredstva, strokovno znanje in podpora. In prav to mnogi razvijalci upajo, da bodo našli v Exola klubu v Tel Avivu. Vsi, ki pridejo sem, pridejo v skupno pisarno. Recimo v slogu WeWork, vendar vsi razvijajo igre. Naprimer, tam je nekdo, ki reče: "Živjon, lahko pogledaš mojo igro. Kaj misliš? Želel sem narediti to. Kaj praviš?" In jaz rečem: "Delam v industriji iger že 10 let. Dal sem mu nekaj nasvetov in jih bo morda, upam, tudi upošteval. Kasneje pa lahko vidim njegov napredek. Vse je zelo prijateljsko." Če ne bi delal tukaj, on ne bi dobil teh brezplačnih povratnih informacij. Jaz pa mu ne bi mogel pomagati. Tako da to nekako skupno sodelovanje v istem posebnem področju iger, ki je zelo drugačno od katerekoli druge teme. Katerakoli druga, ni kot fintech, ni kot kibernetska varnost, to je posebna niša, kjer samo ljudje iz sveta iger vedo, o čem govorimo. Lokacija v Tel Avivu je prvi klub Xsolar. Ameriško podjetje upa, da je to začetek globalne mreže. Ideja je seveda globalna. In ideja je, da si predstavljate, na primer, družbeno omrežje z fizičnimi lokacijami. Kaj ne? Torej, ideja je, da ljudje uporabljajo digitalno platformo za povezovanje, za odkrivanje stvari, nato pa gredo na fizične lokacije in se srečajo med seboj. In če potujete in ste član kluba, naprimer, če potujete iz Tel Aviva v New York, greste v tamkajšnji klub in tam srečate ustrezne ljudi. In vedno veste, da kjerkoli greste po svetu, so ljudje iz sveta iger vedno v klubu Xora in hitro rastemo. In že imamo še nekaj lokacij v načrtu, tako da bo v prihodnjih letih veliko novic o tem. V državi, ki je že znana po uspešnem startup ekosistemu, videoigre postajajo novo področje inovacij. Edinstveno središče tukaj v Izraelu. Zdaj, ko rekordni vročinski valovi ogrožajo pridelke in zaloge hrane po vsem svetu, eno izraelsko zagonsko podjetje verjame, da odgovor niso večji namakalni sistemi ali več energije, temveč pošiljanje odvečne toplote v vesolje. Za več informacij bi rada pozdravila Sagija Schenkmana, ste izvršni direktor in ustanovitelj podjetja Cooling Crops ter diplomant Techniona.
Živijo, zelo lepo vas je spoznati. Hvala, da ste danes prišli v studio. Pozdravljeni LinkedIn, hvala, da ste me povabili. Z nami je tudi Amit Ostriher, prihajate iz podjetja Xtras, a kmalu bomo prišli tudi do vas. Torej, začeli bomo z vami, Sagi, ker pravite, da ste našli način, kako ohladiti pridelke s pošiljanjem odvečne toplote v vesolje. Kako točno to deluje? Tako je, obstaja fizikalni koncept imenovan pasivno sevalno hlajenje, kar pomeni, da lahko, če delujete na določenih svetlobnih valovnih dolžinah, toploto pošljete vse do vesolja. Tako se lahko izognete učinku tople grede in resnično pomagate znižati temperaturo. In delamo na tem elementu, ki je že bil uporabljen na satelitih in vseh vrstah premazov za stavbe. In to uporabljamo v biologiji, da ohladimo rastline in tla, ter pomagamo kmetom pri boju proti degradaciji zemljišč in epizodam toplotnega stresa. Torej, pravite, da je ta tehnologija že obstajala, zdaj pa jo uporabljate v kmetijskem sektorju. Točno tako. Uporabljamo fiziko, ki že obstaja in jo prilagajamo novemu konceptu formulacije, ki biologiji pomaga pri boju proti toplotnemu stresu. In za koliko stopinj zmanjša toploto? Do zdaj smo ga testirali v laboratorijskih in terenskih poskusih, ter dosegli zmanjšanje temperature za 2 do 6 stopinj, kar je za rastline ključnega pomena. To je lahko razlika med zažganimi listi in zdravimi pridelki. Torej, ali deluje na vseh pridelkih, ali so nekateri bolj primerni za to tehnologijo kot drugi? Teoretično lahko deluje na vseh pridelkih, vendar se trenutno osredotočamo na visokovredne pridelke in tiste, ki so najbolj občutljivi na toplotni stres. Poleg tega ciljamo tudi na Evropo, ker je v Evropi potreba nujna, kot smo pravkar videli s toplotnimi valovi. Tako se lotevamo tudi tistih pridelkov, ki so v tej regiji bolj razširjeni. Ja, ker vročinski valovi postajajo vse bolj pereč problem. Torej, kako zelo trenutno potrebujemo vašo tehnologijo? Ja, res je, to lahko občutimo. Občutimo, ko gremo ven, občutimo tudi pri cenah v supermarketih, ker so pridelki manjši, potreba je precej pereča. Govorimo o globalni izredni situaciji glede prehranske varnosti, o kateri se žal zaradi trenutnega geopolitičnega ozračja premalo razpravlja. A na koncu to občutimo v svoji denarnici, kmetje to občutijo v svoji denarnici in takoj moramo najti rešitve. No, zdi se, da ste jo našli, zato upajmo, da vam jo uspe hitro razširiti. Sagi Schenkman, vi ste izvršni direktor in soustanovitelj podjetja Cooling Crops. Hvala, ker ste bili z nami. Hvala, Lin. Zdaj si predstavljate Tinder, vendar namesto, da bi povezoval ljudi za zmenke, povezuje podjetja z delavci, ki iščejo svojo naslednjo izmeno. V svetu, kjer delodajalci obupano iščejo zaposlene in kjer si delavci želijo več nadzora nad svojim časom, izraelski startup Xtras na novo izumlja način, kako delamo. Za več informacij se mi zdaj pridružuje Amit Ostriher, vi ste ustanoviteljica in direktorica podjetja Xtras. Povejte mi, to izhaja iz osebnih izkušenj. Kako je ta platforma nastala? Več let sem delal v industriji dogodkov, delal sem v catering podjetjih, produkcijskih podjetjih, bil sem samostojni podjetnik in sem to počel sam. In leta 2014 sem obupano iskal delovno silo. In sem razmišljal, zakaj nimam gumba, ki ga pritisnem in vsi moji delavci pridejo. Zato sem ustvaril ta gumb. Da, ustvarili ste zanimanje. Torej, v kakšnih industrijah je vaša platforma aktivna? Začeli smo v industriji dogodkov, seveda, in delali smo v tej industriji do marca 2020, dokler ni udaril COVID. In v prvi karanteni smo začeli pošiljati ljudi na kmetijska dela po vsej Izraelu. Nato smo prišli na logistiko, maloprodajo, pisarniška dela in administracijo. Opravljamo veliko pisarniških del za starejše ljudi, ki niso mladi in ne iščejo del v podpori strankam in podobnih službah. Še vedno delamo tudi na področju dogodkov in gostinstva, kadar je to potrebno. In ali imate občutek, ker veste, prihaja generacija Z, ne bom kritizirala njihove delovne etike, ampak samo pravim, da morda bolj cenijo prilagodljivost. Imamo veliko odpuščanj, morda zaradi prihajajočega vala umetne inteligence. Ali opažate tudi ljudi, ki si želijo večje prilagodljivosti pri delovnem času? In zato ljudi privlači vaša platforma. To je tisto, kar ponujamo. Delavcem ponujamo prilagodljivost. Delajo lahko, kadar želijo. Lahko delajo vsak dan, enkrat na teden, enkrat na mesec, enkrat na leto, dokler pridejo na delo. X je bil eksperiment. Sem iz generacije X. In kot ste rekli, veste, veliko govorimo o mlajših generacijah, da so lene, razvajene, karkoli. In ko jih vprašate, rečejo, da smo leni, razvajeni. Ne, smo odlični delavci.
Samo ne želimo delati pod vašimi pogoji. Želimo delati pod našimi pogoji. Samo, veste, danes je torek, pred 2 dnevoma smo imeli v naši pisarni delavce na pogovoru in eden izmed delavcev je rekel, a lahko prosim poveste stranki, da res rad delam tam, ampak preprosto nočem delati 5 dni na teden. Uživam v svojih 3 dneh na teden, ko delam tam in samo poskušam me prepričati, naj delam 5 dni na teden. In jaz nočem. Pred pridem 3 dni, dam 100% in to je tisto, kar želim. In to je tisto, kar ljudje danes želijo. Želijo imeti nadzor nad svojim življenjem. Želijo stvari početi drugače, kot smo jih mi. To njim ustreza. No, sliši se lepo imeti 3-dnevni delovni teden, moram reči. Kaj pa na poslovni strani? Ali to opažate tudi pri podjetjih? Oni so zadovoljni s tem, vidijo, da deluje. Da, in glede na to, kakšen je Izrael danes, moraš imeti prilagodljivost pri delu, ker ne veš, kaj se bo zgodilo danes. Veš, pride sezonskost, vojne, karkoli. Veš, moraš imeti načrt, kadarkoli želiš pritisniti na gumb in imeti več delavcev ali zmanjšati število delavcev, tukaj nastopimo mi. No, pri tej stvari ste zagotovo pritisnili na gumb. Najlepša hvala, Amit Ostajar, ste ustanoviteljica in direktorica podjetja Extras. Hvala, ker ste me gostili. Hvala. Torej, naprej proti vzhodu, saj je Kitajska v tekmi, da postane tehnološka velesila. To je postalo jasno v Pekingu, kjer umetna inteligenca preoblikuje zagonska podjetja, tovarne in prihodnost dela na globalni konferenci o digitalnem gospodarstvu. Alex Loss poroča. Umetna inteligenca je v središču pozornosti ta teden v Pekingu, kjer poteka globalna konferenca o digitalnem gospodarstvu. Organizatorji pa skušajo pokazati, da umetna inteligenca ni le nekakšen trend. Kažejo, da se umetna inteligenca že uporablja za spreminjanje načina dela ljudi in celo za popolno preoblikovanje strukture podjetij. Konferenca združuje delegacije, poslovne voditelje in tehnološke strokovnjake z vsega sveta. Ob glavnem dogodku poteka tudi razstava industrije digitalnega gospodarstva, kjer si obiskovalci od blizu ogledujejo nekatere od teh novih tehnologij. Eno izmed področij, ki vzbuja veliko pozornosti, je podjetništvo, ki ga poganja umetna inteligenca. S pomočjo nove umetne inteligence lahko ena oseba zdaj opravi delo, za katero je bilo prej potrebno veliko večjo ekipo. To lahko vključuje ustvarjanje vsebin, oblikovanje blagovne znamke, upravljanje vaše spletne prisotnosti ali celo razvoj malega podjetja od začetka do konca. En predstavnik študentskega zagonskega podjetja na Expo pravi, da umetna inteligenca posameznikom daje veliko večjo priložnost, da svoje ideje spremenijo v resnične projekte. Zdaj lahko izrazi svojo ustvarjalnost. Ljudje lahko zdaj v celoti odkrijejo svoj ustvarjalni potencial s podporo ustvarjalnih orodij umetne inteligence. To je nova priložnost, ki nam jo prinaša umetna inteligenca. Toda ta konferenca ni osredotočena le na ustvarjalce in zagonska podjetja. Eden od prikazov je pokazal avtomatiziranega varilnega robota. Ta lahko skenira območje, na katerem mora delati, začrta pot varjenja in nato opravi nalogo. In medtem ko deluje, zbira tudi podatke, ki jih je mogoče uporabiti za izboljšanje prihodnjih robotov. Strokovnjaki pravijo, da ta vrsta tehnologije še vedno potrebuje ogromno količino podatkov in testiranj, preden jo bo mogoče širše uporabljati. Toda cilj je jasen. Pripeljati pametnejšo avtomatizacijo v tovarne, izboljšati učinkovitost in pomagati graditi na tradicionalnih industrijah. Medtem ko mnogi ljudje umetno inteligenco povezujejo s klepetalniki ali spletnimi orodji, je sporočilo v Pekingu veliko širše. Umetna inteligenca je tukaj, da ostane. Od razvoja programske opreme, enosebnih zagonskih podjetij do strojev v proizvodnji. Alex Loss tam. Zdaj pa k poslovnim novicam, saj se Microsoft pridružuje valu odpuščanj v dobi umetne inteligence in odpušča skoraj 5000 delovnih mest, kar je približno 2,1% njegove svetovne delovne sile. Potem, ko je porabil več 10 milijard dolarjev za izgradnjo svojega igranega imperija, programski velikan pritiska na gumb za ponastavitev svoje Xbox divizije kot del širše prestrukturacije. To sledi letom velikih naložb, vključno z odmevnim prevzemom podjetja Activision Blizzard. To je založnik videoiger, ki stoji za uspešnimi franšizami, kot so Call of Duty, World of Warcraft in Candy Crush. Čeprav Microsoft vztraja, da odpuščanja niso namenjena zamenjavi delavcev z umetno inteligenco, vodilni priznavajo, da ta tehnologija temeljito spreminja način opravljanja dela. Ta poteza prihaja v času, ko tudi drugi tehnološki velikani, vključno z Amazonom in Meto, odpuščajo na tisoče delovnih mest,
Hkrati pa vlagajo rekordne vsote v umetno inteligenco ter iščejo načine za povečanje učinkovitosti in izravnavo naraščajočih stroškov. No, potem pa k izraelski delovni sili, saj se izraelski cvetoči tehnološki sektor sooča z nepričakovano težavo, postaja predrag. Nova študija kaže, da je zaradi močnega šekla strošek zaposlovanja izraelskih programerjev prvič presegel stroške njihovih ameriških kolegov. Voditelji industrije opozarjajo, da bi ta trend lahko multinacionalna podjetja spodbudil k širitvi drugje, čeprav izraelske inovacije še naprej privabljajo milijarde dolarjev naložb. Voditelji industrije zdaj pozivajo oblikovalce politik naj ukrepajo, preden ena največjih konkurenčnih prednosti Izraela postane vse večje gospodarsko breme. In s tem bomo zaključili, saj kljub vsemu pritisku na izraelsko gospodarstvo, bogati v Izraelu postajajo še bogatejši. Novo poročilo ugotavlja, da se je v zadnjem letu skoraj 8800 Izraelcev pridružilo vrstam dolarskih milijonarjev, s čimer je Izrael po globalni lestvici bogastva na 18. mestu na svetu po bogastvu na odraslo osebo. Ti dobički odražajo okrevanje finančnih trgov, rast vrednosti nepremičnin in nadaljnjo moč tehnološkega sektorja v državi, čeprav se mnogi Izraelci še naprej spopadajo z naraščajočimi življenjskimi stroški. In to je vse, za kar imamo danes čas. Seveda, čestitke tistim 8800 novim dolarskim milijonarjem. Sem vaša voditeljica Lynn Plahmajer. Najlepša hvala, da ste bili z nami. Pridružite se mi prihodnji teden v novi epizodi Innov Nation in želim vam čudovit dan, kjerkoli ste iz Tel Aviva.